preden se poglobimo samo vsebino knjige, nekaj besed o avtorjih in današnjih drugih govorcih. Najprej moram omeniti profesora dr. Sergeja Flereta na Antonovi levi, se pravi pravnik, sociolog, zdaj že zaslužni profesor, rojen v Ljubljani, študiral v Beogradu, kjer je študij končal, doktorat je pridobil v Zagrebu, je torej jugoslovanski otrok na nek način. V akademski karieri je poučeval na različnih univerzah, tudi v tujini, od leta 1991 pa je deloval kot redni profesor na Univerzi v Mariboru. Hkrati je tudi direktor Centra za raziskovanje postjugoslovanskih družb v Mariboru, raziskovalno pa se ukvarjal z diapazonom različnih tem, med katerimi velja najbrž izpostaviti religijo, sociologijo izobraževanja in ne nazadnje Jugoslavijo oziroma jugoslovanski prostor. Na skrajni levi, moj skrajni levi je soavtor knjige Rudi Klajnšek, prav tako doktor sociologije, diplomiral je sicer, če se ne motim, iz ekonomije v letu 2002, že nekaj let je tesen sodelavec Sergeja Flereta in pa predavatelj na Univerzi v Mariboru. Njegovi raziskovalni interesi obsegajo neenakost, globalizacijo, ekonomski razvoj in deviantnost. Na moji desni gost iz Srbije, dobrodošli v Ljubljano, dobrodošli v Slovenijo. Predrag Markovič živi in deluje v Beogradu, s katerim se ukvarja tudi raziskovalno. Predrag Markovič je doktor zgodovinopisnih znanosti, je tudi znanstveni svetnik in sedaj tudi direktor Inštituta za novejšo zgodovino v Beogradu. Raziskovalno pa se ukvarja pretežno socialno zgodovino Jugoslavije ter zgodovino Beograda v 20. stoletju. Profesor Flere me pa opomnil tudi na tem, da se pomembno ukvarja tudi z alternativnim zgodovinopisjem. Gre pa za enega medijsko najbolj eksponiranih srbskih zgodovinarjev, tudi član stranke Socialistična partija Srbije. In nazadnje, na moji skrajni levi, tokrat zares, prečujem, Tibor Rutar, politolog, sociolog, zaposlen spet na Univerzi v Mariboru kot docent, ter prav tako raziskovalec Centra za raziskovanje postjugoslovanskih družb. Njegova raziskovalna področja so historična sociologija revolucij, modernosti, vojn in družbenih konfliktov, ukvarja se tudi s sodobno sociološko metateorijo, v preteklosti se ekstenzivno ukvarjal tudi z historično sociologijo, sicer pa redno prispeva tudi tekste na blogu Sociološko gledano. Začeli bomo nekako z predstavitvijo knjige, predstavitvijo osnovnih tez knjige, pa bi prosil začetek, kot se spodobi najprej sama avtorja knjige, da upravičita nastanek, obstoj te knjige in v nekaj minutah povzameta njeno bistvo. Tako da, profesor dr. Flere, beseda je vaša. Obstoja knjige ni težko utemeljiti, saj Jugoslavija zasluži raziskovanje. Kar pa zadeva mene, jaz sem najprej leta 1991, ko pravzaprav še ni bila razpadla Jugoslavija, se začel s tem ukvarjati in napisal en članek v eni sociološki reviji o, takrat sem lahko rekel, etničnem antagonizmu v Jugoslaviji in takrat sem še pravzaprav taval. Sociološke razlage niso bile prave, da je nekdo bolj modern, pa drugi manj modern, pa da zaradi tega obstaja nezdružljivost, to ni šlo. Tudi druge razlage niso šle, jaz sem potem se nekako opredelil za eno kvazi zgodovinsko razlago. V 90-ih letih pravzaprav nisem ničesar objavil z tega področja. Takrat se je objavila ena množica knjig, bolj knjig kot člankov v tuji literaturi, od katerih so nekatere bile tudi škandalozne. In potem sem jaz vzel eno takšno škandalozno razlago in sem jo
nekaj zanikal v eni sociološki reviji, Critical Sociology. No, takrat sem se precej sistematično s tem ukvarjal. Pravzaprav je bilo še nekaj zadev, katerih se je bilo potrebno lotiti, da se dobi jasna linija, kako se je zadeva razvijala. Eno od tega je, ali je bila Jugoslavija totalitarna, s čemer sem se ukvarjal že skupaj z doktorjem Klajnškom, in midva sva o tem objavila en članek v eni politološki reviji, za katero se ne more reči, da je nagnjena levičarstvu, in so nam objavili ta članek, s katerim se torej zanika, da je po letu približno 1966 bila totalitarna. In to sem sicer objavil tudi v slovenščini in v srbščini, sva objavila. In potem smo se pravzaprav soočili s tem problemom, kaj je nacionalizem, kaj je narod in kako izpeljati to razlago razpada. Bilo je potrebno slediti političnemu razvoju Jugoslavije, komunistične Jugoslavije, ki se da razumeti pravzaprav od začetnega velikega entuzijazma, da bodo oni ustvarili hitro razvito in poenoteno državo, je prišlo do hudega razočaranja v komunistični eliti. In kmalu so se, torej potem je ostalo edino to, da pravilno rešujejo nacionalno vprašanje. Nacionalno vprašanje skupaj s pomanjkanjem, skupaj s tujimi krediti, ki so vse bolj obremenjevali državo, se je reševalo s tem, da bi bili čisti računi in da bi bilo čim manj skupnega, da ne bi bilo prostora za kakšne naprerekanja. V teh prizadevanjih so pravzaprav že oblikovali republiške države in tudi pravzaprav po krajini sta imeli tudi skoraj bi se lahko reklo, sta imeli pristojnosti države. In zveznega je bilo pa vse manj. Tako da takoj po Titovi smrti pravzaprav se lahko sledi na eni točki, ki je zelo nevralgična, zvezni proračun. V nobenem letu se ni mogel sprejeti zvezni proračun po redni poti. In republike obstajajo, sledi so bile precej enotne, naj se zveza financira mimo republik, recimo z kakšnimi finančnimi inštrumenti, ne pa s poseganjem po republiškem denarju. Torej, zveza je vse težje in na koncu nikakor funkcionirala in v resnici tudi pravni sistem več ni deloval. Je pravzaprav Jugoslavija v 80-ih letih prenehala funkcionirati. Je pa seveda res, da so bila neka simbolna dejanja o tem, kako so republike izstopale iz zveze. Toliko za začetek. Hvala lepa. Za uvodni nagovor bi prosil še soavtora knjige Rudija Klajnška za nekaj besed o samem nastajanju knjige, povodih, razlogih. Ja, razlogi, pa mogoče tudi malo naključja, malo pa tudi tega, kar jaz sem sicer letnik 77, tako da nekaj občutkov na ta 80 imam, in kljub temu, ko gledate zgodovinsko, da je bilo to pravzaprav vse v ekonomskem smislu najslabše obdobje v federaciji, ker zanimivo, da je realni BDP v Jugoslaviji tja nekje do leta, torej če pogledate povprečje in upoštevate, da je v 80-ih bila ta rast pravzaprav nična,
rastel po letni stopni 4,9%. Ne. Torej, in Jugoslavija je v nekem smislu dosegla izjemne rezultate, če pogledate pismenost, pričakovana življenjska. To je tiste metrike, ki tudi danes Zahod uporablja za nekako indikacijo razvoja. In v tem smislu je pa to bilo kot nek alternativni sistem, ki je generiral rezultate. Tudi, naprimer, jaz sem se malo bolj kot ekonomist potem ukvarjal tudi z temi vprašanji, kako je šlo v Jugoslaviji. In ja, 80 leta so bila res tako najslabša, ampak predtem pa so statistike, vse tiste, ki so na voljo, zdaj se lahko se pogovarjam, koliko so veljavne, ampak ne vem, povprečna stopnja v Sloveniji brezposelnosti se je gibala med 1,4 in 2,8. In če to pregledate zdaj v primerjavi danes, ko smo v najboljši situaciji, torej okrog 6, je mogoče lažje razumeti to jugonostalgijo pri enih in mene je tudi, čeprav nimam tako jasne zavesti o tem, kaj se takrat točno dogajalo, ampak en občutek kot otrok, zdaj malo bolj subjektivno govorim, kar me je potem tudi pripravljalo do tega, da sem se začel mogoče raziskovalno s tem ukvarjati, je ta nek občutek sproščenosti. Zdaj jaz lahko to je moj občutek, zdaj ne vem, koliko je drugi, ampak potem nekako iz tega, ker je vedno pri raziskovanju nek subjektivni občutek, ki te potem žene, da začneš se bolj poglobljeno poglabljati in jaz sem v tem smislu, mislim, več kot hvaležen, da sem na tej poti, tako trčil ob Sergeja, ki je s svojimi lucidnimi uvidi in tezami vedno nekako me tudi napeljeval, da so to pot v enem smislu hodila skupaj. In tako, kot je že bilo omenjeno, torej vprašanje, ki je tudi danes večkrat na tapeti, torej Jugoslavija bila totalitarna ali ne. Potem kaj je bilo, ali so to, kar smo midva potem tudi noč zapisala, je to bilo vprašanje, ki se je ta nacionalizem pojavil predvsem na ravni elit, ali so ljudje, to teze v starodavnem sovraštvu, torej nezdružljivosti Srbov, Hrvatov, tako naprej. In potem smo midva tudi analizirala podatke tistih javnomnenjskih raziskav, ki so bile takrat in se je pravzaprav pokazalo, da je glavnina ali pa vse povprečno mnenje v republikah bilo pravzaprav relativno naklonjeno Jugoslaviji in to pravzaprav v 80-ih, ko je bila situacija najslabša in ko bi jaz tudi rekel, se je zgodil en prelom dogodek in to je smrt Josipa Broza Tita, ki je deloval na nek način kot neka povezovalna entiteta, jaz bom rekel kot neka oblika civilnega boga. Ampak v tistem smislu, ko je pravzaprav ta vakum v smislu političnega vodenja nastal, se je potem zgodilo to, kar je mogoče tudi ta teza najine knjige, to manipulatorstvo, ti etnični podjetniki, ki so neke te ali mite ali neke zgodbe pograbili. In na osnovi vseh teh različnih aspektov smo midva pravzaprav spisala nekako kronološko, pa tudi politološko, sociološko analizo tega razpada. In ja, mogoče jaz bi tudi končal, torej neka osebna romantičen odnos do tistih zgodnih občutkov in potem pravzaprav s pomoči Sergeja pravzaprav potem tudi znanstveno ukvarjanje s tem in bom rekel, iz tega je tudi nastalo to, o čemer smo danes pogovarjali, tako da toliko. Hvala lepa. Zdaj bi še prosil gospoda Predraga Markoviča, ki je tukaj z nami zaradi zahvalo gre to organizatorjem Radio študenti, pa sem zavodu Jugo Translate. Tako da, gospodine Markoviću, okupili smo se ovdje u Ljubljani, svi ovdje smo iz Ljubljana, iz Maribora, iz slovenačke perspektive smo čitali ovu knjigu i ovi ljudi koji su okupili ovdje, koji su nam omogućili da prije pročitaju knjigu, su neko čitali iz te perspektive. Recite mi kako se ta knjiga čita iz srpske perspektive. Znači, čini se da knjiga nije opterećena nekim nacionalističkim pričama, kao što se nekad desi na ovim prostorima, a isto tako da daje neku kompleksniju sliku u smislu da ne možemo govoriti o raspadu Jugoslavije kao nekom činu ili Slobodana Miloševića ili Franje Tuđmana ili zajedno.
Prvo da se zahvalim profesoru Fleretu što me pozvao, da se zahvalim vama, ja sam mislio da svi Slovenci u petak idu iz mesta u skijanje. Nadam se da se nećete pokajati što ste ostali u Ljubljani. Grad koji ima ljubav. U Srbiji postoji jedan diskurs razočarenja. Kaže, šta nam je trebala ta Jugoslavija? Mogli smo da imamo granicu, pa imaju neke granice razne, one su sve manje, kako ide vreme. Ali ja kad dođem u Ljubljanu, u Sloveniju, onda shvatim šta je osjećao kralj Aleksandar. Pa ko bi odbio zemlju koja ima Bled i Ljubljanu? Maribor. Ko bi odbio tu zemlju? Kaže, evo ti, ovi će biti tvoja braća, živeće se, ti kaže, ne, neću. Pa nije on bio lud. Tako da potpuno razumem tu odluku kralja Aleksandra. A što se tiče ove knjige, autori, oprostite na moje srpčino, to stvarno isto profesor Flerer mi je prvo poslao na slovenačkom, ja sam shvatio kako se osjećaju Slovenci u JNA, na primjer. Jugosloven, jela, jer nisam razumio na slovenačkom, pa sam onda čitao na engleskom. Ali su autori skromni. Oni kažu čemu še ena knjiga Jugoslavije. Ovo nije še ena knjiga Jugoslavije, ovo je veoma specijalna knjiga. Jer zapravo nema mnogo dobrih sinteza u Jugoslaviji. Kao što je rekao naš kolega novinar, nema mnogo knjiga koje nisu pristrasne. Kod nas, srpski i hrvatski autori, to je već notorno da su pristrasni, ali pristrasni su i mnogi stranci, kao što je Sabrina Pedro Ramet, Suzana Budvod, Leonard Cohen, tako dalje. I zaista jedna knjiga koja predstavlja sintezu dosadašnjih istraživanja i sintezu dve različite discipline, možda i više discipline. Znači, ona je sociološka knjiga koja istovremeno ima dosta teoretskih fakata o nacionalizmu, a ima i istraživanje. Znači, ona ima, to je bar dve grane sociologije i istovremeno ima istorijski deo. Naprimjer, mi smo svi zaboravili šta je taj Avner. I autori su na početku napravili taj back to the basics. Zapravo, niko nikad nije čitao odluke Avnera. Ja sam prvi put pročitao zapravo, jer to se onako u školama smo učili, mi stari ljudi u SFRJ, učili smo one 3-4, a zapravo Avner je mnogo komplikovaniji događaj. Ja sam prvi put sad shvatio šta je Avner, kad sam pročitao ovu knjigu, a kao se bavim nekom zgodovinom. To je sada, to je jedan problem. Drugi problem, strašno mi se svidjela ta klasifikacija, mora da su, profesor Flerer je čuven kao profesor, ja njega sam čuo još i u Beogradu i u Novom Sadu, a sigurno i Klanšek dobar profesor, jer su dobro objasnili taksativno nekakve stvari, na primjer, napravili su tipologiju nacionalizama Jugoslavije, pa su onda napravili nešto što sam opet nikad nisam vidio taj način. Napravili su predloge za rješenje krize 80. godina sistematizovane. Bilo o tome radova, ali ne na ovaj pregledan način. I onda naravno nekoliko velikih teorija su pokušali da urade na primjer Jugoslavije, od kojih meni se čini da ih je najviše privukla ta ideja da uporede tu takozvano te konstrukcioniste, kao što je Brubaker, Roger Brubaker, i ove etnosimboliste kao što je Anthony Smith. I oni su tu jedno izuzetno objašnjenje napravili stav u slučajima jugoslavskog nacionalizma i identiteta liči na Brubakera, šta liči na Anthony Smitha. Onda imaju, naravno, i ovi istorijski delovi kojima počinju su izuzetno dobri, pogotovo taj deo Avner i ovaj deo koji je meni profesor Flerer o totalitarizmu. Jugoslavija zaista nije bila totalitarna država. On tu navode veliki broj kriterijuma. Navode jednog autora koji Jugoslaviju dovodi u posebnu
kategoriju država koja je ličila Frankovu Španiju. I sad dolazimo do te jugoslovenske tragedije. Čak i Frankova Španija preživjela. Znači, Frankova Španija je višenacionalna država koja je preživjela demokratsku tranziciju. Jugoslavija nije preživjela demokratsku tranziciju. Onda sam ja danima razmišljao o ovoj knjizi i onda sam rekao, pa možda je čudo da je ovoliko i živjela. Jer evo Branko Milanović, profesor Klanščar, vjerojatno kao ekonomista zna, ne postoji takav nivo ekonomskih razlika kao što je Jugoslavija. Razlike između Slovenije i Kosova veće nego između Lihtenštajna i Bugarske. A Bugarska stvarno nije neka bogata država. Prema tome, Evropska unija je zapravo ekonomski homogenija od Jugoslavije. I onda zapravo, to je ono što psiholozi zovu resilience theory. Ona je zapravo bila neobično otporna država, šta je prošla i kako je rušena. I ja ne znam mnogo situaciju u Indiji. Jedina zemlja koja je heterogenija od Jugoslavije je Indija, ali Indija je malo veća. U Evropi nemate tako heterogenu zemlju. I 80. godina je zapravo mene kao čovjek iz Srbije možda je najveća greška srpskih političkih i kulturnih elita taj nerazumevanje Slovenije. Nerazumevanje Slovenije, profesor Flere je provokativno stavio u hotel Mrak, gde se desio posljednji dogovor propali između slovenčkih intelektualaca i srpskih intelektualaca. I oni kad su se vraćali u Beograd, oni plaču. Zato što njih nisu razumeli slovenačke kolege. I to je zapravo jedan element koji je kao na slamka slomila magarcu kiču. Znači, na sve probleme. Jugoslavija, kraljevina se držala na saradnji Srba i Slovenaca. To je bio taj srpsko-slovenački sendvič je držao kraljevinu. To je Hrvate. To je bio problem kraljevine. Međutim, u Titovoj Jugoslaviji je došlo da prebacimo na familijarni, kako se kaže familija, porodica na slovenačku? Družina. Na družinski nivo. Znači, došlo je do jednog razvoda gde su Srbi imali iracionalne argumente, a Slovenci su imali racionalne argumente. Srbi su se ponašali kao muž, koga napuštaš ili kaže, zašto me napuštaš? Pa ja sam tebi radio ovo, tebi radio ono. Ona kaže, pa tako da, dok su Slovenci imali jedan racionalni stav koji je zapravo dosta šokirao većinu srpskih intelektualaca u to vreme, koji su imali jedan neobičan, emotivno, samoviktimizacijski diskurs u Jugoslaviji i koji i naravno ima jednu tradiciju u srpskoj istoriji koja nas je dosta koštala. To se zove inat, sigurno znate sve šta je inat, znači mi ne damo i damo sve. Tako recimo, ono što su tražili Slovenci 80. godina je manje nego što je dobila Crna Gora u jednoj neobičnoj tvoreni koja se zvala Srbija i Crna Gora. Naravno, sad, pošto ja se bavim alternativnom istorijom, sad je pitanje da bi nekakva asimetrična federacija samo odložila raspad Jugoslavije, ali u svakom slučaju svaki raspad koji bi se desio bez rata bi bio bolji. Najstrašnija stvar u tom raspadu su te reke krvi koje su potekle. I ja naravno sam kao istoričar, nisu neki učeni ljudi dokumenta pozitivistička zgodovina. U ovoj knjizi sam vidio mnoge teoretske modele koji će biti inspiracija za raziskovanje u budućnosti meni i mojim kolegama i imam samo jedna stvar koja je recimo sad me zanja posle ove knjige, ovdje se najviše govori o političkim elitima kao etničkim poduzetnicima, ethnic entrepreneurs. Ali zapravo
postoji tržište, postoji market za te entrepreneurship. Znači, sad buduće istraživanje će trebati da se bave ko je taj, šta je predmet njihovog biznisa. Znači, te mase, ima neke interakcije sa masama. Naravno, istraživanja koje vodi profesor Flere 80. godina pokazuju da su mase bile manje sklone razbijanju Jugoslavije nego što se misle. Sve do samog kraja zemlje, većina stanovnika te zemlje smatra da Jugoslavija treba da postoji. Međutim, zapravo mi ne znamo o tome dovoljno. O Albancima ne znamo ništa. Naprimjer, Srbi smatraju da su Albanci veliki problem za Srbiju, ali ne znamo ništa o njima, tako da i ne znamo kakvi su problem, jer nismo se potrudili da naučimo taj jezik. Niti znamo mnoge druge stvari, ne znamo sve knjige Toni Briga, koja je najbolja knjiga na terenu o odnosima u Bosni, mi nemamo ni u Bosni da je, makar znamo jezik, nemamo tačno istraživanje šta se to dešava ispod, to je kao ledeni breg. Mi donekle poznajemo ponašanje elita, ali ne znamo šta je na nivou masa šta se dešava. Recimo, ono što mene zanima i morat ću to da uradim, morat ću da odem u Mariboru arhiv i da vidim šta misli građanin Maribora kad dođe kapetan Žika iz Srbije sa brkovima onako, sa opancima 18. godine. Šta misli taj običan, znači, kako izgleda, mi znamo intelektualci, šta misli Ivan Cankar. Ali šta misli običan čovjek i kakav je to susret, to ne znamo. Tako da ova knjiga je zapravo, kao što sam rekao na početku, ona nije šejena knjiga, ona je specijalna knjiga koja zapravo bit će velika inspiracija, a ja lično ću sa mojim kolegama probati da sada na tragu ove knjige da istražujemo drugu stranu društvenog agency, što bi rekao naš narod. Znači, šta se dešava, kome se obraća ta politička elita i kultura? Jer postoji neki interakcija i feedback sa masama koji nije sasvim jasan. I to je recimo nešto što treba bude sljedeći korak, to je nacionalni identiteti na nivou takozvanih običnih ljudi. To nije tako lako i preporučujem svima ovu knjigu i verujem da ćete svi koje zanima ne samo Jugoslavije, jer ovde se zapravo, na primjer Jugoslavije i neke opštije stvari posmatraju kao što je prirode nacionalizma, tipovi nacionalizma. Mislim da je ova knjiga, kako bi to rekli sada, ima ta glupa reč region, ali recimo nema bolje. Ali ajde da kažemo da nema zapravo ovakve knjige u celom regionu, a ja bih rekao ni u znajući američku i evropsku akademiju, nema mnogo ni u svetu ovakvih elegantnih sinteza o toj nesretnoj zemlji. Ja bih samo da obratim pažnju da slučajno ili ne, nismo se dovoljili kako sjedimo, ali sam se kao Hrvat snašao u srpsko-slovenskom sendviču. Hvala Anton na tej duhoviti opaski, hvala profesor Marković za vaše izlaganje. Sigurno ćemo se još vratiti u pitanju nacionalizma elita, a i naroda. Zaenkrat pa nadaljujemo še z našim zadnjim govorcem. Tibor, besedo dajem še tebi, kako si sam bral knjigo kot nekdo, ki se ekstenzivno ukvarjal z historično sociologijo, sociološko metateorijo. Kaj ta knjiga pomeni kot nek prispevek na področju sociologije? Hvala, Mladen. V veselje mi je, da sem tukaj in da lahko govorimo o knjigi obeh kolegov. Zelo hvaležen sem tudi profesorju Fleretu, da me je povabil. Povabilo je bilo nekoliko časovno utesnjeno, ampak smo premostili ovire
in zdaj sem tukaj. Na začetku moram takoj reči, da je, kot smo ravno kar slišali, knjiga imenitna, izvrstna. Ponavadi za knjige velja, da so ali empirično zelo poglobljene in rigorozne, dodelane, inovativne, prinašajo nova spoznanja in podatke, ali pa da so teoretsko zelo izdelane, pregledne, razumljive, logične in tako naprej. No, za to knjigo velja, da je izjema, ker združuje oboje, tako teoretsko poglobljena je kot empirično rigorozna in inovativna, kar nekaj novih empiričnih podatkov boste zvedeli, če boste knjigo prebrali, mislim, da predvsem zaradi dela profesorja Flereta, ki je šel brskati po arhivih, ki je delal nove intervjuje s pomembnimi akterji, tako da tudi za tiste, ki veliko veste o Jugoslaviji in ste veliko knjig prebrali na to temo, se strinjam, da gotovo ponuja kaj novega tudi za vas. Glavna teza avtorjev, kot smo tudi že slišali, je enostavna, ampak hkrati kot sama trdita nekoliko kontroverzna, ko jo bolj natančno preučimo. Glavna teza je, da čeprav ni nacionalizem najpomembnejši, ali pa vsaj edini od pomembnih dejavnikov, je gotovo eden od najpomembnejših dejavnikov, ki mogoče celo stoji nad vsemi ostalimi, nacionalizem kot dejavnik razpada Jugoslavije, in avtorja nacionalizem obravnavata tako skozi čas zelo dolgoročno, oziroma obravnavata ga kot dolgoročni in kratkoročni dejavnik. Mislim, da nekje celo poudarjata, da so se nacionalistične tendence na ravni elit, republiških elit začele kazati že leta 1943, kaj šele potem v 60-ih, 70-ih in seveda eksplozivnih 80-ih. Poleg tega nacionalizem obravnavata ne kot monolit, ampak kot dejavnik, ki se kaže na več nivojih, torej na nivoju partijskih republiških elit, na nivoju etničnih podjetnikov in procesa, ki mu pravita etično podjetništvo, ki ga niso izvajale samo elite, ampak tudi neelitni akteri skozi medije in tako naprej, na koncu 70-ih in v 80-ih, in jasno nacionalizem kot dejavnik, ki deluje na nivoju navadnih ljudi, ljudstva, državljanov različnih republik, predvsem v 80-ih po smrti Tita, ko je vse skupaj zavrelo. In če natančno sledimo tezi obeh avtorjev, se mi zdi, me zanima, kaj boste rekla, bi lahko rekli, da logično implicira ta njuna teza eno drugo, kontrafaktično tezo, da je nacionalizem tako pomemben dejavnik, da če ga ne bi bilo, če bi se pojavil v neprimerno manjši količini, da najverjetneje Jugoslavija ne bi razpadla, ali pa da vsaj gotovo ne bi razpadla takrat, ko je, in da ne bi razpadla na tak način, kot je razpadla. Zdaj, jaz ne bi rad bil predolg v svojih komentarjih v družbi takšnih specialistov za Jugoslavijo, kakršen jaz gotovo nisem, čeprav je bil Mladen prijazen, ko je rekel, da se ukvarjam s historično sociologijo, zato bi samo nekaj sklopov vprašanj predlagal, razmišljal o njih v realnem času in me zanima, kaj bo sta avtorja in tudi gost, kaj bi lahko glede teh vprašanj povedali. Hkrati pa mislim, da bom s temi vprašanji ne samo izrabil to priložnost, da zvemo kaj več od avtorjev, ampak bom prikazal, zakaj je recimo zame tako zanimiva ta knjiga in tako pomembna in zakaj je ta teza, s katero se ukvarjata teoretsko, kot smo tudi že slišali, izjemno plodna in terja novo knjigo ali pa nove članke, ki verjamem, da jih bomo dobili v kratki prihodnosti. Prvi sklop vprašanj zadeva elitni nacionalizem in vprašanje na začetku je preprosto, to je, zakaj so bile že zgodaj republiške elite nacionalne oziroma nacionalistične. Mogoče se zdi vprašanje naivno ali pa odgovor samoumeven, seveda, ker so bile republiške, tako so bile konstituirane kot nacionalne elite od samega začetka, ali pa odgovor, ki bi prišel na pamet, je nacionalistične so bile, ker so poskušale promovirati in zavarovati svoj nacionalni interes. Seveda, da so bile nacionalistične. To mene ne poteši zares. Mene zanima, zakaj so bile konstituirane na nacionalen oziroma nacionalistični način. Zakaj so te elite, za razliko od praktično vseh ostalih elit v človeški zgodovini, zasledovale pred 19. in 20. stoletjem, zasledovale svoje ozke elitne interese skozi prizmo nacionalnih interesov, nacionalizma kot ideologije in tako naprej. Elite v času Ludvika XVI., v času Ludvika XIV., v času Karla II. In tako naprej niso vedele
vedele za nacije. Nacije niso obstajale, te elite niso bile nacionalistične, so bile regijske, skupnostne in so se delile po drugih linijah in so vseeno zavarovale svoje ozke elitne interese, katerim gotovo vse elite stremijo. Torej, zakaj razlika v 19. in 20. stoletju na splošno in konkretno, zakaj so se jugoslovanske elite, ki so bile komunistične, torej transnacionalne, internacionalistične, oziroma internacionalne, zakaj so se konstituirale kot take, kot nacionalne in zakaj so zasledovali svoje nacionalne interese. Začetek enega od odgovorov, ki mi pade na pamet in je malo bolj globinski, bi lahko zgledal nekako takole in profesor Fleret verjetno ne bo najbolj navdušen, ker zveni precej primordialistično. Primordializem je ena od teorij nacionalizma, nad katero, kot vem, profesor ni najbolj navdušen, ampak dovolite mi vseeno. Razmišljal sem, da za začetek, za psihološko korenino, na podlagi katere bi lahko gradili sociološko teorijo nacionalizma, bi mogoče lahko vzeli evolucijsko-psihološko hipotezo, da je nekaj na človeškem umu, na človeški psihologiji, kar jo dela tribalistično. Mogoče bi bila hipoteza, da v času, v pleistocenu, v času koalicijskih konfliktov, v talilnem loncu koalicijskih konfliktov med različnimi malimi skupinami naših daljnih prednikov, je bilo adaptivno, psihološko adaptivno, da so kazali lojalnost svoji skupini, da so se delili na mi proti vam in tako naprej. Torej, mogoče bi bil začetek odgovora, da je preprosto nekaj v človekovi psihologiji, zaradi česar smo nagnjeni k deljenju na skupine. Težava, kot me bo verjetno opomnil profesor Fleret s to razlago, med drugim je, da če tudi razloži, zakaj smo ljudje tribalistične kreature, nam ne pove, zakaj ta tribalizem spet projiciramo na nacionalističen način, zakaj se delimo v skupine po nacionalnih linijah, zakaj ne po družinah, ena srbska družina proti drugi srbski družini, na ravni skupnosti ali pa vasi, ena srbska ali pa slovenska vas proti drugi vasi, zakaj ravno na ravni nacije, zakaj se delimo na nas proti vam ravno po liniji nacije in še to samo v 19. in 20. stoletju. Prej smo se delili po vaseh, skupnostih in družinah. Drugi sklop vprašanj zadeva podobno dilemo ali pa problem, ampak z nekoliko drugačne perspektive in je, kot je tudi Mladen nakazal, malo bolj metateoretske narave, tako da bom hiter in vam bom prizanesel s tem. Vprašanje bi bilo za avtorja, zanima me, kako razmišljata kot sociologa o ideologiji na splošno. Ideologija avtonomen pojav, kot bi mogoče rekli Webrovski in neovebrovski sociologi, sui generis pojav, ki ga vedno moramo razlagati s sklicevanjem na druge predhodne ideološke dejavnike, ali mogoče razmišljata vsaj deloma o ideologiji na splošno in konkretno nacionalistični ideologiji v primeru Jugoslavije, bolj kot marksisti, ki bi utegnili reducirati ideologijo na druge bolj neideološke materialne dejavnike, na potrebe kapitalističnega, mogoče socialističnega sistema, na materialne interese regijskih oziroma republiških elit in tako naprej. Torej, kako na splošno in konkretno razmišljata o ideologiji in o nacionalizmu kot o eni od najpomembnejših modernih ideologij. Zadnji sklop vprašanj. Če se preselimo v 80. in če se za trenutek obrnemo stran od elit, me bi več zanimalo o tem procesu, pojavu etničnega podjetništva in nasplošno obujanju nacionalističnih sentimentov med ljudstvom v 80-ih po Titovi smrti. In me zanima, zakaj so naenkrat se, če tudi, kot smo slišali, ne takoj, ne v celoti, zakaj so se Slovenci, Srbi, Hrvati in tako naprej začeli v 80-ih obračati k nacionalističnim tendencam oziroma ideologijam. Razumem, da so etnični podjetniki izkoriščali, da so obujali simbole, kot so, piše ta črni slovenski panter, potem Ban, Jelačić na Hrvaškem, veliko srbske simbolike. To se je začelo obujati v 80-ih. Etnični podjetniki so simbole ustvarjali ali pa jih na tak in drugačen način izkoriščali, ampak kot smo že slišali preden sem jaz začel govoriti, s kakšnim namenom, kakšne interese, če kakšne so etnični podjetniki zasledovali v tem svojem podvigu. Zakaj na strani povpraševanja, na strani navadnih ljudi se je naenkrat zdelo privlačno razmišljati, da smo Slovenci proti Srbom ali pa Srbi proti Slovencem, medtem ko je bil Tito živ,
pa smo držali veliko bolj skupaj in smo sledili bratstvu in tovarištvu in tako naprej. Spet, površinski odgovor je seveda Titova karizma. Titova karizma je bila cement, ki je držala nacije skupaj pred letom 1980, potem pa je ta cement izginil. Ampak mene zanima, kaj so, če sta o tem razmišljali, kakšni bolj mikromehanizmi, spet psihološki mehanizmi, zaradi katerih je Titova karizma delovala, medtem ko karizma drugih vodij v času Titovega življenja pa ni delovala. In kaj so mehanizmi, zaradi katerih, ko je ta karizma fizično odpadla, zakaj ni metaforično preživela, simbolno preživela, navkljub ali pa ravno zaradi smrti Tita in delovala mogoče Titova smrt povezovalno. Torej, če lahko več o karizmi povesta. In pa zares zadnje vprašanje se še vedno nanaša na 80. oziroma zadnji razmislek. Kaj si mislita, citirata več knjig Susan Woodward, ampak kaj si mislita, če lahko tukaj razmišljata o njeni tezi, njeni slavni tezi, da veliko bolj kot kakršnakoli starodavna sovraštva, tudi mogoče celo veliko bolj kot nacionalizem, je na razpad Jugoslavije v 80-ih vplivala ekonomska kriza, hiperinflacija, to, kar je počel mednarodni denarni sklad z izjemnimi dolgovi, oziroma Jugoslavija je dolgovala ogromno, ker si je sposojala pri mednarodnem denarnem skladu ogromno denarja. Skratka, kaj si mislite o tezi, da so domače in mednarodne ekonomske in mednarodne geopolitične razmere bile zares razdiralne, mimo, onkraj nacionalizma, ne nujno v skladju z njim? Za zaključek bi samo še enkrat res poudaril, da je knjiga izvrstna, da upam, da jo boste prebrali, da sem navdušen, da je prevedena vsaj v 3 jezike, v srbskega, angleškega in v slovenskega, in že izšla pri različnih založbah, med drugim pri Rowman and Littlefield, precej slavni angleški založbi, in da res iz srca čestitam obema kolegoma za to izvrstno delo. Hvala. Ja, upam, da imate vse dobro pripravljeno. Kar se tiče prve, tretje in četrte točke, upam, da se uspemo vrniti vsem trem. Druga točka glede ideologije pa bi vendarle prosil avtorja, če lahko podata svoje mnenje. Torej, če lahko jaz vzamem besedo, jaz bi rekel prvič, to etnično podjetništvo in nacionalizem. Ko smo predstavljala najino knjigo v Beograd, je bila prisotna Latinka Perović, znana srpska zgodovinarka, ki je bila tudi komunistični politik, in ona je bila tako rekoč užaljena, ko sva midva rekla, da so komunistični vodje vodili nacionalizem. Torej, komunistični vodje se niso zavedali, da se tako izrazim, svojih dejanj. Oni so reševali nacionalno vprašanje. Oni so gnali razvoj lastne republike. Še predtem je treba povedati, da na samem začetku 45. 47. so komunistični vodje verjeli, da bodo hitro razvili celotno državo v ekonomskem smislu, da bo ona hitro postala zelo ekonomsko razvita. In potem je prišlo do enega razočaranja glede tega. In je ostalo samo reševanje nacionalnega vprašanja in kaj lahko storimo za našo republiko. Torej, ta ozkost je rasla z relativnim neuspehom ekonomskega razvoja, čeprav bo Rudi rekel, da je razvoj bil v celoti precej uspešen, ampak ni bil uspešen z stališča ciljev komunističnih vodij. Torej, komunistični vodje niso dovolili, da pride v javnost do kakšne spore oni imajo glede ekonomskega razvoja, glede nekih konkretnih investicij, že hitro se je pojavilo vprašanje vračanja dolgov inozemstvu.
Torej, na eni strani je to, kar se je dogajalo znotraj politične elite. Z druge strani je bila kulturna elita, kjer so bili vedno neki kulturniki, ki so metali neko kost, o katera je razdiralno delovala na ljudstvo. Naprimer, glede jezika. In glede jezika na vseh ravneh je obstajalo nezadovoljstvo. Od Makedonije do Slovenije, Srbi in Hrvati, vsi so bili nezadovoljni glede jezika in tu so se pojavljali neki kulturniki, ki so zahtevali več jezikovne pravice, tako da recimo Jugoslavija je leta 1967 bila druga država v Evropi, ki je imela simultano prevajanje v zveznem parlamentu, ki sicer ni bil demokratično izvoljen, pa vendar je predstavljal različne interese. Etnično podjetništvo je pa nekaj čist drugega. Etnično podjetništvo je v javnosti metanje nekih spornih, navideznih pojavov, bi rekel, ki ustrašijo celotno javnost, kar je bilo razširjeno v 80-ih letih. Naprimer, najhujše je bilo seveda na Kosovu. So se pojavljale domnevne epidemije, katerih resnično ni bilo. Jaz sem šel gledati, kaj je pisalo v poročilih Svetovne zdravstvene organizacije o tem. Torej, tega ni bilo. In druga zdravstvena ustrahovanja so bila. Torej, se ni upal več pripadnik enega naroda iti k zdravniku drugega naroda v bolnišnico in tako naprej. Torej, to so počeli, to pravzaprav niti ne vemo, kdo je vse to počel, ampak je imelo neko sistematiko in neko stopnjevanje, eskaliranje, da je nakazalo, da je življenje popolnoma nemogoče, skupno življenje. Torej, ne bom rekel niti, da so to intelektualci, niti polintelektualci, različni ljudje so bili, recimo, to so bili tisti, ki so torej razna množična gibanja začenjali, ampak so vnašali nemir v ljudstvo, sočasno je bila pa ekonomska kriza in zdaj bom odgovoril, kar je Tibor rekel. Torej, v 80-ih letih je dejansko upadal življenjski standard in zato je takrat bilo za navadno ljudstvo naenkrat vse to zelo privlačno. Torej, padal je življenjski standard, negotovost se je pojavila, ki so jo vnašali etnični podjetniki in naenkrat so se ljudje oprli množično svojega naroda. To je pa tisto, kar nas drži skupaj, česar do takrat ni bilo. Torej, o Jugoslaviji se da veliko raziskovati. Leta 1962 je bilo raziskovanje, kaj so mednarodno, kateri so največji strahovi. Pa so oni to predstavili po republikah. Slovenija je imela najvišji skor glede tega, najvišji strah imamo za zdravje tovariša Tita, 62. leta. Torej, zdaj se je pa vse zasukalo, torej tisto, kar je ostalo oprijemljivo, je narod, nacija in torej 20. stoletje, 19. in 20. stoletje z različnimi časovnicami je pripeljalo skupaj z moderno družbo do nacionalizma. To je tista oblika, v katerem funkcionira moderna družba.
Ni več para, ni več okraj, temveč je nacija, ki so sicer temeljijo na nekih kulturnih elementih, ki so obstajali že prej, ampak je to zagnano strani nekih bodočih elit. V Jugoslaviji je še ta dodatni problem, da so te nacije bile v različnih časih konstituirane. Oziroma, recimo Makedonci so imeli upor proti Jugoslaviji v 20. in 30. letih. Torej, oni so se nacionalno izkazovali. Pa bo nekdo rekel, Rudi mi je takoj rekel, pa so imeli pomoč iz inozemstva. Ja, imeli so pomoč iz inozemstva. Ampak vseeno, brez hotenja Makedoncev tega ne bi bilo. In torej, oni so se izkazovali s tem uporom. Resnično pa nacionalne kulture niso imeli. Torej, oni so, kot je znano, šele 45. dobili čitanko ali prvo berilo, kot bi se danes reklo, in potem so šele dobili slovnico, jaz mislim, 49. leta. Ampak to ne pomeni, da jih ni bilo, da Makedoncev predtem ni bilo, oziroma nekega gibanja, da ni bilo. Torej je bila zelo komplicirana ta Jugoslavija, ampak nekaj, kar bom jaz rekel, kar se meni zdi strukturalno največje nasprotje znotraj Jugoslavije je bilo med tem, da so Srbi hoteli, da se tako izrazim, pacificirati Kosovo oziroma Albance na Kosovu. Slovenci pa v tej prisili niso hoteli sodelovati. In ni bilo možno Slovencev prisiliti k tem, da sodelujejo pri zatiranju na Kosovo. In to potem je ustvarjalo pravzaprav eno veliko strukturalno sistemsko težavo, absolutno sistemsko težavo v Jugoslaviji. Torej nisem na vse odgovoril, ampak pomagam. Vsekakor ogromno vprašanj. Mislim pa, da tisto, s katerim smo ponovali na našem dogodku, ali je Jugoslavija morala umreti, vendarle je vprašanje, na katerega moramo odgovoriti. To ime, torej, da je Jugoslavija morala da umre, je nosila, kako ne rečem, pilotska izdaja te knjige, se pravi prva verzija, ki je bila izdana v srbskem jeziku. Slovensko ime je Analiza razpada Jugoslavije v luči nacionalizma, torej dosti mehkejše, pa vendar, kot bralec vseeno je v knjigi, sem dojemal nek podton v smislu, da kot da je bilo determinirano že od leta 1943, potem seveda vse bolj, ampak da Jugoslavija bi razpadla prej ali slej. Ali je to sporočilo, ki ste ga želeli poslati bralcem? Pa to je takšno vprašanje, da se jaz ne morem lastiti, da nanj odgovorim pred Sergejem, tako da bi zdaj dal najprej njemu možnost, da to odgovori, pa bi se pa mogoče vrnil še nekaj teh vprašanj, ki jih je pred Tibor postavljeno. Pa jaz mislim, da je odgovor pozitiven. Torej, 43. veste, tam ni bila kakšna ustavna konvencija, da bi oni sprejemali kakšno ustavo. To niso bile, kako bi rekel, neke solidne podlage, Makedoncev tudi ni bilo, Albancev tudi ne. Ampak ne glede na to, torej izkazuje se, da so večnacionalne države zelo težavne, da porajajo veliko nacionalizma. Ni nujno, da razpadejo, ampak v večnacionalni državi se bo
gotovo izkazoval. Včasih recimo izgine, pri Valižanih recimo ni kakšnega separatističnega gibanja, oni so pravzaprav asimilirani v Angleže, ampak če ne pride do kulturne homogenosti države, potem je huda težava, skoraj nemogoča država. Torej, država se mora kulturno homogenizirati in po 45. letu je bilo že prepozno, da se to izvede. To bi se lahko po prvi svetovni vojni izvedlo in so bili tudi poskusi, ampak ne bom govoril o prvi državi. Se opravičujem, doktor Klajnško, mogoče preden nadaljujemo z ostalimi vprašanji, ki jih je Tibor kot tretji moderator izpostavil na tem panelu. Jedno pitanje za doktor Predraga Markovića, isto vezano na tu temu. Znači, da li i vi mislite da je Jugoslavija morala umreti, da je to neka kontradikcija zapisana već u samom temelju države, odnosno socijalističke Jugoslavije? A u ovoj knjizi se sa pravom pominje da nije dovoljno poznata uloga međunarodne situacije. Pomenuli smo već, profesor Ruter je pomenuo Susan Woodward i tu vezu sa IMF-om i sa velikom recesijom 79. godine, ali problem je što tajming je izuzetno bio nezgodan za Jugoslaviju. Znači, 2 puta ona se prvi put raspada 41. godine. Znači, ajde se vratimo jedan korak unazad. 41. godine ona počinje da se federalizuje. Slovenija već ima federalnu jedinicu od 29. Dravska banovina je praktički federalna jedinica i 39. godine dobije Hrvatska federalnu jedinicu. I ona bi se verovatno federalizovala da nije došlo do rata. I taj rat je ostavio takve traume koje nikad nisu zapravo izlečene. Bratoubilački rat između Bošnjaka, Hrvata i Srba je bio tako strašan da to zapravo komunisti su pokušali to da stvore narativ. To profesor Fleury još u nekim svojim starih knjiga, znači jedna od glavnih komunističkih narativa je bila zajednička borba. Kako kaže? Enot i bratstvo. Bratstvo i jedinstvo. Kako se to kaže na slovenu? Bratstvo i nenotnost. To. Oni su to pokušali da urade. Ja verujem da je to bila iskrena želja da se napravi narativ koji će, ovo što je rekao profesor Fleury, koji će kulturno homogenizovati različite narode na zajedničkom mitu, ali to nije uspelo. Ne znamo šta bi bilo da je otvorena diskusija ranije. Da je ko u Nemačkoj došlo do toga, oni to zovu Gewaltigung der Geschichte. Znači da je 60. godina krenula ta rasprava, što su počeli, Tuđman je 60. godina počeo da preispituje neke te partizanske mitove, i tako da je jedan od elemenata koji je nedostaje zapravo ono što kažu Ernest Renan, što je rekao, zajednica sećanja. Jugoslavija nije mogla da bude zajednica sećanja, jer su sećanja ne da su bile različne, nego su bile potpuno suprotne. Potpuno suprotne. I međutim, činjenica da je 2 put nastajala pokazuje da je možda imala neku šansu. Ona je nastala 18. to znamo, i nastala je u pepelu 45. zapravo, kao što kažu Fleury i Klajnšek, nastala je 43. Avno je novo redefinisanje te zajednice. Izuzetno nesretne zemlje. Ne zaboravite da Jugoslaviji ima više u Drugom svjetskom ratu, ima više vojske nego u cijeloj Evropi zajedno. Hoćete da brojimo u Sloveniji. Bela garda, plava garda, partizani, Italijani, Mađari. To je samo Slovenija.
Wehrmacht, da bomo se zaboravili. Wehrmacht je to, da imate SS i Wehrmacht. Možemo da rečem, znači, to je Slovenija. Znači, ne postoji zemlja u Evropi koja ima toliko, a zamislite šta je Bosna. I to je zapravo ta kompleksnost jugoslovenske sudbine je zaista tragična, ali zato je dobro za raziskovalce, za akademsku zajednicu je to dobar predmet za izučavanje. Znači, jedinstven primjer, jedan, što bi rekao jezeršnik, Jugoslavija kao san, ima jedan lijep naslov, jezernik, antropolog slovački. Jugoslavija je bila jedan san, koji naravno nije postao stvarnost, a završio se kao noćna mora, kao košmar. Jaz bi se sam navezal na to, kar je zdaj rekel gospod Markovič. V smislu, res je, v času druge svetovne vojne se dogajajo hude morije, res tukaj se izražajo zelo na grozne načine te medetnični spori. V tej knjigi, ta knjiga pa se bere v smislu, kot da vsi medetnički spori se dogajajo na ravni elit in šele v 80-ih pravzaprav prehajajo med navadne ljudi in potem se to še enkrat ponovi ta nočna mora v 90-ih. Ampak ali je to res, da se pravi po koncu druge svetovne vojne, da so komunisti bili tako sposobni, da so ustvarili ta nek limit države ali neko skupno zajedniško srečanje, pa ste rekli nešto v tom smislu. Se pravi, da res med navadnimi ljudmi ni bilo teh antagonizmov. Pa ne, jaz mislim, da so bili, ne, ampak jaz ne bi podcenjeval moči vojne, ne, kot združevalca. Mislim, zdaj na nek način imamo en primer, ne, to so Združene države Amerike, ki so specifika, ne, imate veliko skupin, pa nekako funkcionira, ampak tudi v ZDA je na nek način vidno, da ta iskanje zunanjega sovražnega vedno navznoter integrira. Jaz ne bom rekel, da Jugoslavija ne bi razpadla, če bi se izmislila vojno, ampak bi pa rekel to, da jaz nisem v tem smislu determinist, da bi rekel, da je morala umreti, ker v bistvu ne verjamem v to, da če človek nekaj ustvari, lahko to uniči ali pač ne. Je pa res, da to, kar je bilo prej rečeno, da je bila ena tragedija nekih sosledij v nekih trenutkih, torej od teh zunanjih dejavnikov, torej zaostrovanje teh kreditnih pogojev strani IMF-a, potem smrt Tita, ekonomska kriza, ki je povezana tudi s tem kreditnim krčom, in potem v 80-ih pravzaprav padec socializma, ne bi rekel komunizma, drugje. In še en vidik, ki ga midva tudi omenjam, jaz se spomnim takrat kot otrok, ko smo v petki gledali Miami Vice, in ta medijska podoba Zahoda, ki se je začela širiti šele, ko so mediji nastopili, torej moderna televizija, se je začela tudi v ljudeh naenkrat prebujati madonič, kako grozno življenje pa mi živimo, tam je raj. Ampak to je bolj moja teza, jaz sem se tle precej z Sergejem pogovarjal, da se je vzpostavilo to, kar jaz tudi v bistvu notri omenjam, da neka relativna deprivacija, namreč ko sem jaz potem res bil v Miamiju na tisti plaži, niti približno ni tako izgledalo kot Miami Vice. Ampak takrat se mi je pa zdelo, da če ljudje živijo lahko takem, da je to raj, ampak raj je bil tudi, se mi je zdelo, ko sem te podobe Zahoda, ki so bile, mislim tudi danes, pač mi takrat mogoče nismo bili tako navajeni teh, kako izdelati neko estetsko podobo nekega produkta in tako naprej. Zahod je bil v tem vedno, in vse skupaj, torej nastop medijev, podoba Zahoda, jaz se spomnim tudi v Sloveniji, ko sem poslušal svoje starše, ko so govorili, kako nas Kosovo duši in ti leni južnjaki in že te zgodbe o drugi Švici kot Slovenija, tako naprej.
in potem to pitje agropopa samo milijon na vse, kar v bistvu implicira neko ogroženost in potem lepa Slovenija in tak grdi jug. Skratka, to je tisto, kar je bilo prej rečeno, da je na nek način našlo nek namirne nezadovoljstvo in to se je pa dejansko potem naslanjalo na objektivno vedno slabše rezultate v smislu tega makroekonomskega ustroja in to tudi lahko vidimo v Evropi. Mislim, nacionalizem se krepi, ko ljudje imajo, mislim, v času ekonomske krize ali pa tudi v času situacije, kjer gre za nevključujočo rast, torej da večino rezultatov neke gospodarskega prosperitete se kanalizira navzgor. Torej, ta razočaranje nad nekim življenjem, še posebej, ko vam hkrati nekdo kaže neke idealizirane podobe, jaz mislim, da je sovpadalo s tem političnim vakuom, ki sem ga prej omenil. In na tej točki bi še samo to rekel. Torej, jaz mislim, da ni nujno, da bi razpadla, če bi se zadeve drugače razvile in tisto, kar smo se tudi s Tiborjem pogovarjali. Včasih naključja igrajo res veliko večjo vlogo, kot bi si želeli priznati kot znanstveniki, ker skušamo na nek način pokazati neke zakonitosti, ampak včasih je res naključje nekaj pomembnega. In tisto, kar je še na koncu, torej Tibor je omenil ta mikrotemelj, psihološki temelj te identifikacije z narodom, ki potem, ko dobi svojo državo, postane nacija, če bi tako klasično razliko. A smo tribalisti po naravi? Jaz mislim, da ja, ampak tako mislim, ko smo bili sposobni ta tribalizem na ravni klana, družine, vasi preseči, lahko presežemo tudi tribalizem na ravni nacije. In mislim, to je opcija. Jaz ne pravim, da je to enostavno in tako kot je prej Sergej lepo povedal, bolj kot imate to heterogenost brez nekega skupnega kulturnega jedra, bolj zapletena si situacija in ko na koncu na to date še politični vakuum in ekonomsko krizo, postane situacija eksplozivna mešanica, ki potem samo nekdo vrže vžigalico in to se je zgodilo, ampak a je v tem nekaj determinističnega? Jaz mislim, da ne. In še enkrat, če smo tribalisti po naravi, ja, ampak ta tribalizem lahko v bistvu na različnih ravneh in v tem smislu je tudi nacionalizem mogoče preseči. In jaz mislim, da Evropa pravzaprav poskuša to, zato smo dobili ministrico za evropski način življenja, torej graditi neko evropskost, kot podobno tudi se je v Jugoslaviji poskušalo neko jugoslovanskost, ampak jaz vseeno mislim, da je tisto, kar je bilo zdaj, da se vrnem na začetek, ni bilo teh animoznosti med ljudmi. Mislim, v eni situaciji tudi pozabite na to animoznost znotraj družine, ko vas nekdo odzunaj napada. In jaz mislim, da ta mit o skupnem boju ni bil samo mit, ampak je dejansko tisto, kar je na nek način postavilo ob stran. In potem tisto, kar sem rekel, dejanski uspehi Jugoslavije v smislu teh metrik makroekonomskih in socialnih je ljudem pravzaprav navdajalo z nekim mirom in so pravzaprav živeli relativno dobro življenje, ki se je pa potem res zaradi sočasnosti enih dogodkov pravzaprav začelo razbijati v 80 letih in potem je bila to plodna tla za te nemire, ki so izsejali etični podjetniki in potem, ko je Tibor rekel, kakšni so bili njihovi interesi, smo zdaj tle pa zelo kako ne rečem, domačen, direktni, mislim, en del ljudi je vedno vsekanih. Mislim, jaz ne vem, kako naj to rečem, to je, mislim, statistično mogoče tudi dokazati. Torej, eni so, ki jih vedno nekaj moti in potem, ja, ko njihove blodnje dosežejo tudi maso, ki je sicer nezadovoljna vseh teh naključnih dejavnikov, pač postane to eksplozivna mešanica. Zdaj, mogoče počasi, če začnemo pot k sklenitvi tega današnjega srečanja, bi se vendarle še enkrat vrnil k prvemu avtorju knjige, Sergeju Fleretu. Več govorcev je že omenilo Susan Woodward in očitno se pri večjih pojavljajo vprašanja o tem, ali je res nacionalizem, se pravi nek skupek notranjih pogojev, tista najmočnejša dezintegracijska sila, ki je bila kriva za razpad Jugoslavije. Kako bi vi kot avtor te knjige odgovorili na, recimo, da vprašanje mednarodnih vidikov razpada Jugoslavije, stališče in delovanje predvsem Nemčije, Združenih držav Amerike, mednarodnih
finančnih in drugih institucij, ki so konec koncev v različnih fazah te dezintegracije dajale različne signale akterjem, tako tistim, ki so delovali v interesu federacije, kot tistim, ki so bolj stremeli k nekim republiškim rešitvam. Ne. Ali so bile te dezintegracijske sile na mednarodnem nivoju, na zunanjem nivoju res manjše kot pa tiste znotraj, tiste nacionalistične? Torej, vprašanje je zelo dobro, odgovorov je nanj več. Torej, vsekakor to medrepubliški spori segajo od samega začetka in se stopnjujejo in imajo nacionalno barvo. Se tudi kumulirajo. To se ne pokaže v javnosti, oziroma samo izjemoma se pokaže, recimo kot v cestni aferi, kadar je tudi akterji so bili tudi sankcionirani zaradi tega. Torej, ni se smelo pokazati to spopadanje v javnosti in na ta način je javnost bila recimo pacificirana, ksenofobija javna je bila prepovedana, kaznovana, ampak to je potem 80. leta, da se tako izrazim, počelo in šlo v javnost. Mednarodni dejavnik pa je skrbel, da se Jugoslavija ohranja in ona je imela mesto v tem spopadu med dvema taboroma. Torej, jaz sem omenil mednarodne kredite, oni so bili na voljo Jugoslaviji ves čas, več ali manj. Nekje okoli 80. leta so se pojavili tudi neki petrodolarji, ki so tudi segali do nas, ali morda še pred 80. letom so se pojavili petrodolarji. Ko pa je razpadal ta sistem dveh taborov, potem Jugoslavija ni imela več te vloge. Torej, predvsem so ZDA ohranjale Jugoslavijo, keep Jugoslavia alive ali aloft, jim več ni bila potrebna, niso bili pripravljeni podpirati. In v takšni situaciji so ti spori eksplodirali. Torej, spori so bili že prej, spori so bili odločilni, ni pa bilo mednarodnih pogojev, da to doživi svoje posledice. Jaz torej gledam tako na zadevo, da ko je so ta dva tabora razpadla, oziroma je ostal samo zahodni tabor, Jugoslavija je izgubila svoje mesto v sistemu mednarodnih odnosov. Torej, ona je kazala vzhodu, da je možen drugačen socializem. Socializem zunaj tabora in recimo z boljšim načinom življenja smo lahko potovali, smo imeli višji življenjski standard in tako naprej. Torej, po mojem, ni nas zrušila Nemčija, da je Nemčija morda imela kakšne interese, gotovo je imela interese, ampak to ni bilo odločilno. Odločilno je, da tukaj so obstajali spori od 45. recimo, da ne omenim 43. ampak torej že takoj so bili hudi spori glede, takrat je bil živež plansko racioniran in torej je bila obvezna oddaja pridelka kmetov in je bil vodja Srpske partije takrat Nešković in on ni hotel
toliko pšenice pošiljati recimo v Slovenijo. In je to bil hud spor v politbiroju. In to se je potem kazalo na druge načine. Industrializacija, splošni investicijski sklad, pa bomo decentralizirali, pa nismo dovolj decentralizirali, jaz sem še kaj ostalo. Stalno so bili ti ekonomski spori, ki so se stopnjevali in privedli do razočaranja v elitah v Jugoslaviji. Jaz bi na tej točki sklenil današnji pogovor. Vsem obiskovalcem bi se zahvalil za udeležbo, prav tako seveda vsem našim gostom. Še enkrat bi vas pozval, da preberete knjigo, res je odličen pogled v obdobje SFRJ, Domovi razposlov pa tudi s pametnimi besedami gospoda Dimitrija Rupla, ki, kot piše, da je leta 1987, se pravi, so se že razbuhtele te kulturne vojne, se je pritoževal tudi nad splošnim udorom srbizma in kroatizma v slovenski jezik, zlasti v moški družbi. Hvala Tivorju Rutarju, Rudiju Klanšku, Sergeju Fleretu, gospodu Predragu Markoviču, vodila so Mladen Zobec in Anton Katalinič. Hvala in lep večer.